Najprej gremo na olimpijske igre, kjer so imeli med vikendom zaradi močnega vetra težave v alpskih disciplinah. Vsaj pri izvedbi tekmovanj. Drugače pa je bilo pri robotih, ki so se spustili po zasneženih strminah. Danes se je v nižino namreč spustilo več robotov različnih velikosti in oblik po progi Velihili približno uro vožnje od Pjongčanga. 8 ekip, vključno z univerzami, inštituti in raznimi zasebnimi podjetji, je tekmovalo za nagrado v višini $10,000. Prvo smučarsko tekmovanje robotov je uspelo. Roboti so se s pomočjo senzorjev, ki so jim narekovali zavijanje, prebili do cilja. Imeli so tudi stroge pogoje. V višino so morali meriti več kot 50 cm, imeti sklepe, ki spominjajo na komolce in kolena, neodvisen sistem elektrike ter uporabljati smučarske plošče in palice. Avstralija ne izpolnjuje več kot polovico svojih ciljev, s katerimi naj bi izboljševala življenje avtohtonih prebivalcev Avstralije, vključno z doseganjem višje pričakovane življenjske dobe in z višjimi stopnjami izobraževanja. Tako so objavili v letnem poročilu avstralske vlade. Nekaj izboljšav je sicer le zapisanih. Vlada si namreč prizadeva za zaprtje 10-letne vrzeli v pričakovani življenjski dobi med domorodnimi avtohtonimi prebivalci Avstralije. Radi bi namreč, da bi do leta 2031 to vrzel zapolnili. Toda kljub temu so v parlamentu predstavili pereč problem opismenjevanja in izobraževanja domorodcev, ki imajo tudi zaradi te vrzeli težave pri zaposlovanju. Karneval v Rio de Janeiro je letos dobil sambadrom, posebno zgrajeno prizorišče za tekmovanje v sambi. Osrednje tekmovanje so izvedli včeraj v bleščečem razstavnem prostoru. Pri plesalcih in skupinah so ocenjevali koreografijo, vzdušje, organizacijo in tudi petje. Karneval v Rio de Janeiro se je sicer začel v petek, trajal pa bo vse do 17. februarja. Ulice so kot običajno v tem času polne turistov, ki prihajajo na ogled parad. Letošnji spomladanski festival Kitajsko novo leto se začne 16. februarja. Voditelji Mauricija, Danske in Čila so že zaželeli prebivalcem kitajskega rodu v njihovih državah najboljše želje. Predsednik Republike Mauricij se je zahvalil Kitajcem, ki živijo na Mauriciju, za njihov prispevek k razvoju države. Danski premier Lars Løkke Rasmussen je najprej zaželel kitajskemu ljudstvu srečno novo leto in nato izrazil pričakovanje, da bo v Københavnu pozdravil dve veliki pandi. Čilski zunanji minister Geraldo Munoz pa je med drugim izjavil, da se približuje leto rjavega psa, kar pomeni leto zavez, zvestobe in zanesljivosti.